Dobrodošli v video predstavitvi iskalnika v spletni aplikaciji Gwin.com. Iskanje poslovnih vsebin je omogočeno preko osnovnega ali naprednega iskalnika. Za hitrejšo in enostavnejšo uporabo svetujemo uporabo osnovnega iskanja. Napredni iskalnik pa priporočamo zahtevnejšim uporabnikom, zlasti ko iščete določene segmente subjektov. Osnovni iskalnik išče po 3 vrstah hkrati: po poslovnih subjektih, osebah ter novicah in objavah. Izberete pa lahko, kaj želite dobiti v srednjem delu prikaza rezultatov. Poglejmo si nekaj primerov. Prvi primer. Zanima nas pregled nad aktivnimi podjetji iz občine Ljubljana, nad katerimi se vodi insolvenčni postopek. V iskalnik vpišemo besedo v stečaju in iskalnik zaženemo. Zgoraj vidimo, koliko podjetij v Sloveniji ima v nazivu v stečaju. S pomočjo filtrov na levi izberemo občina Ljubljana in aktivno da. Na ta način smo prišli do želenega podatka. Poglejmo si drug primer. Zanima nas aktivni subjekt, a ne vemo točnega naziva subjekta. Pri tem si pomagamo s posebnimi znaki, kot so vprašaj, ki nadomešča katerikoli znak, zvezdica, ki nadomešča poljuben niz znakov, ali besedni niz v narekovaju, ki pa določa točen iskalni pogoj. V iskalnik vpišemo mer, vprašaj ur in iskalnik zaženemo. Iskalnik vrne gospodarske družbe s poljubnim znakom namesto vprašaja. Oglejmo si tretji primer uporabe. Zanima nas, koliko oseb s priimkom Velič, z mehkim ali trdim č-jem v Ljubljani, opravlja funkcijo zastopnikov v podjetjih. V iskalnik vpišemo besedo Velič Ljubljana, izberemo vrsto osebe in iskalnik zaženemo. Pri tem ni pomembno, ali smo vpisali trdi ali mehki č, saj iskalnik vrne v našem primeru vse priimke, ki ustrezajo mehkemu ali trdemu č-ju in tudi c-ju. S pomočjo filtrov na levi izberemo funkcijo zastopnik in tako smo uspešno prišli do želenega podatka. Pa k četrtemu primeru uporabe. Zanimajo nas novice, ki pišejo o aferi Čista lopata v zadnjem tednu. V iskalnik vpišemo besedo Čista lopata z narekovaji, izberemo vrsto novice in zaženemo iskalnik. S pomočjo filtrov na levi izberemo obdobje zadnji teden in tako smo dobili vse novice, ki pišejo o izbrani aferi v zadnjem tednu. In še peti, zadnji primer uporabe iskalnika. Zanima nas, katera podjetja, ki so novo ustanovljena od 20. maja 2011 in prihajajo iz Bleda, so odprla račun pri Novi Ljubljanski banki. Odpremo napredni iskalnik v zavihku boniteta, vpišemo polje kraj Bled, v datum ustanovitve od 20. 5. 2011, v polje TRR pa oznako za banko 02 in zvezdica, saj to pomeni oznako Novo Ljubljanske banke, in iskalnik zaženemo. Rezultati iskanja prikazujejo, katera novo ustanovljena podjetja od 20. maja 2011 iz Bleda so odprla račun pri Novi Ljubljanski banki.